V slovenskem trgovskem podjetju Tuš so se odločili, da v letošnjem letu vse otroške oddelke slovenskih bolnišnic opremijo z igračami in didaktičnimi pripomočki. Dobrodelno akcijo so izpeljali skupaj z dobavitelji in kupci. Tako bodo obdarili 13 otroških oddelkov, zaključni del akcije Obdarimo igralne kotičke pediatričnih oddelkov bolnišnic pa so začeli v Celju. Otroški oddelek Splošne bolnišnice Celje je sicer s 60 posteljami tretji po velikosti v Sloveniji. Za zdravje malih bolnikov, lani jih je bilo kar 3100, pa skrbi 11 zdravnikov in 31 medicinskih sester. Novih igrač so se zelo razveselili. Ponavadi igrače niso na prvem mestu, kar se tiče nabav, tako da smo zelo veseli, ker vemo, da pravzaprav pa so igrače tudi pomemben del tega bivanja otrok na oddelku. V času sezone povečanih obolenj, ko recimo igralnica na samem hospitalnem oddelku ni toliko uporabljena, zaradi tega, ker ne želimo, da se otroci tam preveč srečujejo in si izmenjujejo morebitne okužbe, se pravi za otroke, ki morajo biti posebej izolirani, še toliko bolj pomembno seveda, da imamo na voljo več igrač, da jih lahko tudi njim posebej odnesemo v sobo. Otroci, ki trenutno bivajo v bolnišnici, se sicer predaje igrač zaradi omejitve obiskov niso mogli udeležiti, so pa skupaj z vzgojiteljico in učiteljico v zahvalo napisali pesem. V bolnišnici vrtec in šolo imamo, a vsi otroci, tudi tisto malo večji, se najraje še igramo. Otroci so zelo veseli. Tudi odziv otrokov na tole donacijo je bil presenetljiv. Ta pesmica je res napisana skupaj z otroci, niso napisale samo vzgojiteljica in tovarišica. Otroci so zelo veseli vsake nove igračke. Res pa je, da potem naša vzgojiteljica pa tovarišica skrbita, da se te igračke menjavajo, ker se ne dajo ven v bistvu vse igračke, da se ne naveličajo takoj vseh igračev. V glavnem pozitiven odziv. Dobrodelna akcija je v Tuševih trgovinah potekala v mesecu februarju, zaključili so jo pred tednom dni. Kot je o predaji igrač povedal direktor marketinga v podjetju Tuš, Andraž Tuš, so tudi s to akcijo znova želeli otrokom pričarati nasmeh na obraz, kot to počnejo številnimi drugimi dobrodelnimi akcijami. Bolnišnice so v takem položaju, ko potrebujejo pomoč oziroma potrebujejo igrače za njihove pediatrične oddelke, mi smo pa v položaju, ko jim lahko to zagotovimo. Tukaj smo seveda sodelovali z dobavitelji. Dobavitelji tudi zanimajo take aktivnosti, zelo radi sodelujejo, se javijo celo. In pa, ne vem, v bistvu smo analizirali malo preko področja Slovenije, ugotovili, kje lahko najboljše napomagamo kot slovenski trgovec. Seveda delujemo tudi na ostalih področjih dobrodelnosti, ne vem, otroke peljemo vsako leto na morje, več kot 500 otrok. Podarimo igrače tudi našim zaposlenim oziroma otrokom naših zaposlenih, tudi ostalim v Sloveniji, ne samo zaposlenim. Delujemo tudi, imamo Božičkovo tovarno daril, ki jo vsako leto gostimo v Planetu, tako da imamo kar nekaj aktivnosti. Bi rekel, to se zelo dobro paše v ta naš splet vseh aktivnosti. V povprečju vsak otroški pacient v bolnišnici preživi 3 dni, nekateri med njimi pa vendarle potrebujejo daljšo bolnišnično oskrbo. Vsem želijo tudi s pomočjo igrač in didaktičnih iger narediti bivanje v bolnišnici čim prijetnejše in jih tudi skozi igro popeljati do hitrejšega okrevanja. Otroci, ki se, bom rekla, počutijo bolj sproščeno v nekem okolju, ki sigurno ni prijazno, z vsemi zdravniškimi posegi, in te igrače na nek način dovolijo, da se malo umaknejo v svoj svet igre. Se pravi, da malo pozabijo na te vse stvari in da si to okolje, ki seveda nikoli ne more biti takšno, kot je doma, ampak čim bolj poskušajo pričarati, da je podobno tistemu doma ali pa rečemo v vrtcu. Zato imamo tudi v bolnišnici bolnišnični vrtec, imamo bolnišnično šolo, ravno s tem namenom, da bi bil ta sprememba okolja za otroke čim manj stresna. Celjska bolnišnica oziroma njen otroški oddelek je bil prvi v nizu. V naslednjih dneh bo Tuš obdaril še 12 drugih pediatričnih oddelkov slovenskih bolnišnic. Kot še dodajajo v tem slovenskem trgovcu, se namreč zavedajo, da njihova naloga ni le odgovarjanje na potrebe skupnosti, ampak tudi ustvarjanje trendov za promocijo zdravega in prijaznejšega okolja, zlasti pri najmlajših.